Dober večer, dobrodošli tudi v mojem imenu. Ob letošnjem svetopisemskem maratonu ta poseben spremljevalni dogodek torej naslavlja vprašanje, več vprašanj pravzaprav, ampak mislim, da so vsa, pa vsaj večina povezana z vsakoletnim trudom, zakaj svetopisemski maraton obstaja, in to je, da Slovenci beremo svetopismo in tudi preko različnih dogodkov, ki spremljajo ta maraton, da nagovorimo vse in pomagamo razumeti svetopismo. Torej, nocoj bo tudi eden od namenov te teme, ali pa zakaj sem to temo izbral, tudi pomoč pri razumevanju Svetega pisma, ker se tiče ta tema interpretacije Svetega pisma, pa tudi razumevanja drugih pogledov na Sveto pismo. No, najprej pa seveda tako zelo osebno, kot smo oglaševali samo temo oziroma naslov predavanja, ali sem tudi jaz Izraelec, Božji izvoljenec. Torej nas bo tema vsebina nagovorila tudi osebno, kako mi razmišljamo o sebi, o svojem odnosu z Bogom, oziroma kako vidimo, da Sveto pismo nagovarja mene osebno. Se bom trudil nagovoriti stvari, katere smo oglaševali, tako da ne boste razočarani, ampak še vedno, če bo kaj nejasno ali če imate dodatna vprašanja, bo nekje na polovici, torej po prvem delu bomo imeli kratek odmor oziroma čas vprašanja, lahko vprašate in potem še na koncu. Torej, namen je predstaviti dva pogleda, krščanska pogleda na temo izvoljenosti oziroma Božjega ljudstva. Seveda pogledov je več na to temo. Je judovski pogled, torej Judje sami imajo svoj pogled, svojo teorijo. Je tudi v judovskem pogledu je več pogledov, tudi oni se med seboj razlikujejo, od liberalnih, bi rekli, do bolj ortodoksnih ali konzervativnih ali pa radikalnih pogledov. Je seveda tudi neverski pogled, tudi neopredeljeni, torej versko neopredeljeni ljudje tega sveta se ukvarjajo z vprašanjem Palestine, z izraelsko-palestinskim konfliktom in pretežno se s tem tudi ukvarjajo Združeni narodi. Ampak jaz bi predstavil dva krščanska pogleda, torej tistih, ki so kristjani, tistih, ki trdijo, da je njihovo sveto besedilo, Sveto pismo. Sveto pismo stare in nove zaveze. In tisti, ki verujejo, da je Jezus iz Nazareta, Mesija, odrešenik, kralj, ki je istega bistva z očetom. Torej, govorimo o dveh krščanskih pogledih, za katere predstavniki bi za vse lahko rekli, da so pripadniki zgodovinsko znanih ekumenskih veroizpovedi, apostolske veroizpovedi, nicejske, naprimer, ali pa veroizpovedi po Atanaziju. Zdaj, dva ključna pogleda, klasična pogleda, torej v zadnjem obdobju krščanske zgodovine sta dva, kot napovedano. V prvem delu bom predstavil tako imenovani dispenzacijski pogled ali dispenzacijsko teologijo, v drugem delu predavanja pa zavezni pogled oziroma zavezno teologijo. Zdaj, seveda, kot vedno, ko imamo dva pogleda ali tri, je nek spekter tudi obstaja med njimi. Torej, tudi en spekter pogledov, en spekter, naprimer, kjer so pogledi malo bolj skupaj, drugi pa tudi, kjer gre pogled malo bolj narazen oziroma v drugo smer. In na obeh straneh so tudi odstopanja oziroma tako imenovani, jih imenujem, bolj radikalni pogledi ali radikalne teorije. Zdaj, včasih se morda zdi, da še posebej, ko predstavljamo dva pogleda, da bi začeli razmišljati, resnica je torej nekje vmes. Ampak tukaj ne želim predstaviti, da sta dva pogleda tako radikalna, da bi morali enega ali drugega zavreči in da je resnica nekje vmes, ampak tako se je odvila krščanska zgodovina miselnosti
da sta zdaj ta dva nekako prevladujoča. Čeprav, kot rečeno, tudi v zadnjih 50 letih so prišle neke spremembe, ker se ta dva pogleda nekako približujeta eden drugemu. Ta dva pogleda ne predstavljam kot, vsaj po mojem mnenju, da bi šlo ali pri enem ali pri drugem za kakšno krivoverstvo oziroma herezijo, ali da bi se izključevali, ampak da tudi da razumemo drugo stran, odvisno na kateri poziciji smo mi, torej kakšno je naše razmišljanje, naš pogled na interpretacijo Svetega pisma in na to temo. Pa vendar sem mnenja, da različnost pristopov, ki ga predstavljam, predstavlja nekatere teološke in praktične izzive med kristjani. In bomo videli tekom predavanja, kakšni izzivi to so, oziroma kje ti izzivi lahko nastanejo. Torej, poglejmo torej najprej prvi pogled in v vsakem pogledu bom predstavil tako, da bo nekako, bi rekli, pravično predstavljeno, saj upam pravično, 3 točke vsakega pogleda. Torej, kako vsak pogled razume ali pa predstavi 3 stvari. Prva stvar je splošna shema. Torej, prva točka vsakega pogleda si bomo pogledali njegovo splošno shemo, kako na splošno ta pogled izgleda. Druga točka se tiče in se zadeva interpretacije Svetega pisma, torej kako ta metoda interpretira, razume svetopisemska besedila, še posebej starozavezna besedila, še posebej proroška besedila. In tretjič, kako razume torej pojem izvoljenega naroda, oziroma kako vidi Izrael in cerkev. Torej, te 3 točke v vsakem pogledu. Torej, poglejmo prvi pogled, torej dispenzacijsko razumevanje biblične zgodovine ali dispenzacijska teologija. Zdaj, ta teorija oziroma ta pogled se imenuje dispenzacijska, zato ker beseda dispenzacija pomeni upravljanje z nečim. Torej, v bistvu hoče povedati, kako Bog upravlja s tem svetom. In pravi, da Bog, razume svetopismo, torej, da Bog upravlja s tem svetom na 7 različnih načinov v 7 različnih obdobjih. Zato je tukaj na tej mojem poskusu, grafičnem poskusu, so te puščice, krivulje predstavlja vsak eno obdobje in Božji različno upravljanje s svetom. Začetki te teorije, vsaj kar se tiče sistematiziranja teh idej, segajo v 19. stoletje, ko je britanski pastor Darby opisal ta načela in potem je ta pogled postal še posebej popularen, ker so izdali svetopismo za temi opombami, imenuje se Scofield Reference Bible, torej ker je ob svetopisenskem besedilu so bile natisnjene tudi opombe in te opombe so odražale ta pogled na svetopismo. Ta pogled se je hitro uveljavil v Veliki Britaniji, predvsem pa v ZDA vse do današnjega dne in je vplival na različne denominacije, krščanske denominacije, tako rimsko-katoliške kot protestantske, za pravoslavne pa nisem toliko poučen. Res da pa je danes v večji meri ta pogled bolj prisoten, bolj številčen, ima več pripadnikov znotraj protestantskih cerkva oziroma znotraj tako imenovanih evangelijskih cerkva. Torej, 7 dispenzacij, 7 obdobij predstavlja ta pogled, da torej vse od stvarjenja sveta na levi strani grafa pa do novega stvarjenja na desni strani grafa. In torej ta obdobja so, prvo obdobje je rajski vrt, to nam je znano iz Svetega pisma, torej prva poglavja Svetega pisma, torej kako je Bog upravljal s svetom v rajskem vrtu. V času, ko sta
Adam in Eva bila še brez greha. Drugo obdobje je od padca do potopa. Torej, Adam in Eva sta grešila in je bilo obdobje opisano v Svetem pismu od tega dogodka, padca, pa do potopa, torej časa Noeta. Kako je takrat Bog upravljal s svetom, razlaga. In torej, tretji je od Noeta do Abrama, torej po potopu, babilonski stolp in do začetka Abrahama, ko Bog pokliče Abrahama v 1. Mojzesovi 12. Potem je pa eno daljše obdobje od Abrahama do Mojzesa. Torej do časa, ko je Bog Mojzesu izročil zakon ali postavo. No, še daljše obdobje pa je seveda od Mojzesa do Janeza Krstnika, oziroma Janeza Krstnika, ki je bil zadnji prerok pred prihodom Mesije Jezusa Kristusa. In to je zgodovinsko in tudi, ko gledamo svetopisemske knjige, seveda najdaljše obdobje, kaj ne? Torej od Mojzesa pa do Janeza Krstnika. No, zadnja dva obdobja posebnega božjega delovanja sta, eno obdobje je torej sedaj, čas cerkve, torej od Jezusa pa do njegovega ponovnega prihoda, pravi ta pogled. In na koncu, po ne vemo kolikem času, se prične tisočletno kraljestvo. To pa je zadnje obdobje v tem pogledu. Torej, vmes se zgodi, da Jezus vzame cerkev in potem spet pride nazaj in se začne tisočletno kraljestvo Kristusa na zemlji. Tam, kjer sem narisal dve puščici, zeleno in rdečo, tam ta teorija je sicer še malo bolj kompleksna, ampak ne bi šel v te podrobnosti zdaj. Ampak torej predstavi, da Bog na različne načine je delal z ljudmi na zemlji v teh 7 dispenzacijah ali obdobjih. Zdaj, razlog, ki je pripeljal do takšnega pogleda, je poseben pogled oziroma interpretacija Svetega pisma tega pogleda. Torej, kakšna je interpretacija? Zdaj, zagovorniki pravijo tega pogleda, da oni uporabljajo dosledno, dobesedno interpretacijo Svetega pisma. Torej, dosledno, dobesedno razumevanje. Naprimer, en predstavnik takole pravi, da je dispenzacijska teologija, da je išla iz dosledne uporabe hermenevtičnega principa, torej običajnega, preproste ali dobesedne interpretacije. Zdaj, ta interpretacija ne izključuje uporabe figur govora in metafor in tako naprej, torej, ampak vztraja, da za vsako figuro obstaja dobeseden pomen. Ta dobesedni pomen je za ta pogled še posebej pomemben, kar se tiče obljub danih Izraelu v Stari zavezi. Če imam primer, ne, nimam primera. Naprimer, primer si bomo ogledali, en temeljni primer si bomo ogledali kasneje. In to je v trenutku, ko Bog pokliče Abrahama v 1. Mojzesovi knjigi, 12. poglavju. To je temeljni primer za to temo, kajti v tem primeru, kjer Bog pokliče Abrahama in mu obljubi deželo, mu obljubi, da bo iz njega naredil velik narod in da bo v blagoslov. In vidimo, te 3 vprašanja so še danes aktualna politično v Palestini, kaj ne? Dežela, narod in pa blagoslov. In to je temeljno besedilo ne le za Jude in kristjane, ampak pravzaprav tudi za muslimane. Tudi oni se imajo za Abrahamove potomce, kaj ne da. No in zdaj, če v tem odlomku Bog obljublja deželo, narod in blagoslov, potem po principu dobesedne interpretacije to pomeni, da mora Abraham in njegovi fizični potomci te obljube prejeti, kaj ne? Torej, Abraham
in njegovi fizični potomci. Kajti besedilo pravi, tebi in tvojim potomcem bom dal to deželo. Torej, po tej dobesedni razlagi imajo torej vsi Abrahamovi potomci, krvni potomci, pravico do dežele, biti narod, ki je kasneje se je preimenoval Izrael, po vnuku Abrahama, torej po Jakobu, so se ti potomci preimenovali v Izrael. Torej, to je v dobesednem smislu, torej pripadajo te obljube tem potomcem, torej Izraelcem. Zato je vprašanje ozemlja in številčnosti naroda in njihovega blagoslova tako pomembno še danes. Zdaj, v kakšnem odnosu so ostala ljudstva do Izraela, tudi ta odlomek omeni v vrstici 3, 12. poglavja 1. Mojzesova pravi: blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel bom tiste, ki te bodo preklinjali. Zato si, na primer, še danes, oziroma predvsem danes, mnogo krščanskih organizacij, in poudarjam, krščanskih organizacij, prizadeva, da na različnih področjih podpirajo in pomagajo Izrael danes. Celo tudi to, da podpirajo finančno in fizično in materialno pomagajo pri preseljevanju Izraelcev iz celega sveta nazaj v to deželo. No, in zadnja lastnost, torej tretja tega pogleda, torej videli smo shemo, potem načela interpretacije, in tretja točka, ki tudi izvira iz interpretacije, je, da ta pogled strogo ločuje med Izraelom in cerkvijo. Torej trdi, da je pojem Izraela drugačen, to je drugo ljudstvo, da Bog za Izraelom dela drugače, kot dela s cerkvijo. Naprimer, drugače poenostavljeno bi lahko rekli, da ima Bog dva programa oziroma dva načrta v Svetem pismu. Torej, en načrt, en program za narodni, torej fizični Izrael, vse fizične Abrahamove potomce, in drugi načrt ali pa način dela za cerkev. Kajti ta pogled pravi, da je cerkev nastala na binkoštni dan, da cerkve v Stari zavezi ni bilo in da je nastala na binkoštni dan, ko je torej Jezus po vstajenju od mrtvih šel v nebo in poslal duha na njegove učence. V diagramu sem zato z rumeno označil torej tista obdobja, kjer Bog na poseben način dela z Izraelom. Z belo, saj na desni strani grafa, pa je ta obdobje cerkve, oziroma tako imenovano obdobje cerkve. Torej, pomembna značilnost tega dispenzacijskega pogleda je torej, da vidi Izrael kot božje ljudstvo na zemlji, na fizičnem ozemlju, Palestini, medtem ko cerkev obravnava kot božje ljudstvo v nebesih. Torej, fizična realnost pa duhovna realnost. Torej, fizično ljudstvo pa bi rekli duhovno ljudstvo, ki je v nebesih. Zdaj, to razlikovanje še posebej postane pomembno pri branju Stare zaveze ali pa še posebej starozaveznih prerokov. Torej, kajti v pismih, pisanju prerokov najdemo številne obljube oziroma napovedi, kaj se bo glede tedajni čas še zgodilo v prihodnosti. In te obljube naj bi se torej domnevno nanašale na nacionalni Izrael. Naprimer, obljuba, ki se nanaša na zasedanje ozemlja, ki naj bi segalo od morja do morja in od veletoka do konca zemlje. Te obljube najdemo naprimer v Psalmu 72 ali pa v prvi knjigi Kraljev, 5. poglavje, kjer je v času Salomona, kjer je Salomon začel širiti svoje ozemlje.
Torej, naj bi to pripadalo nacionalnemu Izraelu. Torej, če povzamem ta prvi del, ta prvi pogled, zelo na kratko, dispenzacijski pogled torej vztraja na doslednem, dobesednem razumevanju Svetega pisma, še posebej je to očitno oziroma poudarjeno pri starozaveznih proroških tekstih. Vztraja, da se te obljube nanašajo na etični Izrael in ne na cerkev. Torej na ljudstvo, ki izhaja iz Abrahama po, bi rekli, krvnem sorodstvu ali liniji, torej rodu Abrahama, Izaka in Jakoba. Pomeni, da jaz, verjetno v večini tudi vi, če niste po rodu sorodniki Abrahama, torej če smo narodi ali pogani, nismo vključeni v te obljube. Smo sicer vključeni v obljube Mesije, Kristusa, toda v te obljube v stari zavezi nismo, ker se te obljube nanašajo na Izrael. Skratka, implikacija bi bila, da to pomeni, da jaz, seveda, kot pogan, nisem Izraelec. Čeprav sem lahko po veri v Kristusa del cerkve, Božjega ljudstva, s katerim Bog dela v sedanjem času. Torej, dobro, bi končal tukaj prvi del tega predavanja, torej pregled prvega pogleda dispenzacijske teologije. Morda zdaj imamo lahko nekaj minut, kakšno minuto za čas vprašanj. Mogoče lahko bolj razložiš fizično ljudstvo kot duhovno ljudstvo, ki si omenil, ne? Fizično ljudstvo Izrael, duhovno ljudstvo cerkev. Lahko malo bolj to razliko razložiš. To je, si nekaj rekel, da je duhovno ljudstvo v nebesih, ne? Ja. Ampak mi smo pač cerkev. Mi smo pa tukaj. Ja, Ja, to izhaja iz učenja Jezusa in njegovih učencev. Kajti obljube o zemlji, pa o številčnem narodu in blagoslovu so bile dane v stari zavezi Izraelcem in torej po dobesednem načinu razumevanja bi morali še čakati, da to oni dobijo. In glede, kot poznamo zgodovino, se je leta 70 našega štetja je bil tempelj, so Rimljani tempelj uničili, požgali mesto in še posebej leta 135 je bil še en judovski upor proti Rimljanom in tedaj so Rimljani, bi rekli, docela pregnali Jude svojega ozemlja po vsem svetu. In od takrat naprej do leta 1948 Izraelci niso imeli nikoli svoje države, kaj ne. Torej, leta 1948 so dobili nazaj svojo državo. Duhovna realnost cerkve pa izhaja iz tega, kar je Jezus učil. Naprimer, če se spomnimo, da ko je Jezus poučeval svoje učence v evangelijih ali pa ko so potem Jezusovi učenci naprej razlagali Jezusov nauk, se bi rekli, tako, če pogledamo na splošno, se ustvarja, da govorijo o duhovnih stvareh. Da, naprimer, ko apostol Peter v svojem prvem pismu piše kristjanom, pravi razseljencem in tujcem v tem svetu. In jim govori, vi niste tukaj domači, ampak vaša domačija je v nebesih pri Bogu. Tudi, naprimer, apostol Pavel v pismu Efežanom v 2. poglavju pravi, da nas je Jezus obudil od mrtvih, po veri vanj in nas posadil s Kristusom v nebesa. Spet duhovna realnost, kraj so nebesa, ni nas posadil v Palestino, ni nam obljubil kos zemlje na zemlji, ampak je vse izgleda duhovno. Ja. Kaj praktično to pomeni za kristjana, ki verjame v to teorijo? Ja. Praktično, kako naj gleda na Izraelce? Tako, dobro vprašanje, torej kako naj kristjan, ki je pripadnik, ki verjame te teoriji, te teologiji, gleda na Izraelce danes.
je gotovo ga gleda in to lahko kar gotovo rečem, ko sem bral njihova mnenja, da vidijo Izraelce, torej tiste, ki so po krvnem rodu Izraelci, kot še posebno Božje ljudstvo, ne? Izbrano Božje ljudstvo, katero morda zdaj trpi neke neugodnosti v svetu, ampak čakajo dan, ko bo Bog spet začel delati z njimi in jih blagoslavljal. Torej bi pričakoval, da jim bo Bog nekega dne v celoti dal deželo, da bodo ponovno močan, velik, vplivan narod in da bodo blagoslovljeni. In zato, kot sem omenil, nekatere krščanske organizacije se trudijo na različne načine to omogočiti, da se to zgodi. Torej jim pomaga, da se fizično preselijo nazaj v deželo, to je bilo leta 1948, ne? Čeprav se je začelo že prej, začelo se je v 19. stoletju, leta 1917 je britanski zunanji minister poslal odprto javno pismo v imenu vlade judovskemu mogotcu Rothschildu namero, da jim bo Britanija dala deželo. In to je bilo leta 1917, torej pred holokaustom. Ne? Torej ne gre, da so Judje dobili državo leta 1948, ni zgolj, bi rekli, Judje so trpeli veliko v drugi svetovni vojni in zdaj so bili razseljeni tudi, dajmo jim zdaj pomagati, da najdejo deželo. Ne? Ta ideja je bila že prej, že v 19. stoletju, pa potem še pred koncem prve svetovne vojne. Torej, kristjanko v teoriji, verjamemo v teorijo, gleda na Izraelca kot na bodočega duhovnega brata. Tako. Ker zdaj še ni. Ja, tako. Ja. Torej zdaj še ni, ker ni, torej je nekako v dilemi tak kristjan, ker po eni strani gleda na njih z očmi tega blagoslova, kot vidimo v prvi Mojzesovi pri Abrahamu, ne, in čuti potrebo, da ga blagoslavlja, ker če ga ne, bo preklet. Ker tako pravi obljuba, ne. Bog je rekel Abrahamu, kdor te blagoslavlja, ga bom blagoslovil, kdor te preklinja, ga bom preklel. In torej je potem, jaz bi rad potem bil blagosloven, zato bom blagoslavljal Izraelce. Toda, če ne zaupa ne veruje v Jezusa kot Mesije, tako kot jaz, kot kristjan, je te zdaj dilema, ne? Kako gre to zdaj to skupaj. Skupaj je tako, da je seveda oznanjajo kristjani tudi Izraelcem, da je Jezus Mesija in tako naprej. Ampak če tega ne sprejmejo, še vedno ostane pri želji, da nekoč bodo. Ne? Kako pa on gleda nase, rečemo Izraelc, kako pa nase, kakšen pogled ima nase on? Se pravi, tako kot se zdaj rekel, ne? Tako. In on pa čaka neko posredovanje Boga, še da se dovrši ta njegovo sobivanje z Bogom večnosti. Tako te obljube, ne? Dana, ja, tako. Ker še niso dovršene, oni gledajo, da to Bog še ni izpolnil. Tako. Čakamo še potrpežljivo in to. To, koliko potrpežljivo čakajo, to je drugo vprašanje. Ker tudi med Judi je več struj, so, bi rekli, liberalni Judje, ki pač ni dost mar za verska vprašanja. Ne? So ortodoksni Judje, ki želijo, da bi Bog te obljube izpolnil. Ne? In zdaj nekateri, kot si je rekel, potrpežljivo čakajo, molijo. Poznamo, v Jeruzalemu je zid objokovanja. Ne? To je del templja, preostanek templja. In tam dajo listke z molitvijo. In te molitve verjetno v večini se nanašajo na to, da bi Bog ponovno zgradil tempelj, da bi ponovno obudil njihovo versko, nacionalno identiteto in jih postavil. Tako. Se pravi, so oni zdaj ločeni, oni so, da so zelo ločeni od Boga, čakajo, da se on približa. Tako. Zdaj nekateri Judje so prepričani, da so tisti, ki potrpežljivo čakajo, verjetno, nisem tako seznanjen s tem, da so pod Božjo sodbo. Ne? Ker so bili nezvesti ali karkoli, da so zdaj pod Božjo sodbo in čakajo, da Bog se jih spet usmili.
No, so pa drugi Judje, ki pa želijo bolj pospešiti, da Bog nekaj naredi. Ne? Torej, ki želijo se pač tam naseliti, razširiti in seveda Palestince vršiti ven. Da bo Bog videl in bo potem rekel, Ja, to ne vem, ampak skratka aktivno dosežiti izpolnitev Božjih obljub. Ne? In gradnja templja in torej, da ne pristanajo na vprašanje dveh držav, ne, ampak ena država in tako naprej. Ne. Ja. Ko pa gledajo na obljubo Mesija, ker so ga zavrnili, Jezusa ne? Ja, tako. No, na Jezusa gledajo kot ne lažnega Mesija, da je bil šarlatan. Ne. Torej, seveda čakajo pa Mesijo, absolutno, ja. Tako. Ja, izvolite. Res, da se ne moramo dotikati tudi politike, se tudi ne želim, ampak lahko govorite na to, kaj je v tem ljudstvu tako, kako razlikuješ politiko od tega verskega principa, ki ga imajo? A je to zdaj vključeno noter, ker so pa se odločili, da bodo zdaj Palestino zavzeli, ker je to obljubljen narod, mislim, obljubljena dežela, ne? Ali, ker jaz imam vedno občutek, da politika je tudi daleč od Boga. Izraelci pa imajo to blizu, pa se zato, ne vem, zdaj to dogaja ali kako? Ja, tako, ja, dobro vprašanje. Ja, absolutno lahko rečemo, da ni razlike med verskim življenjem, razumevanjem in politiko. Kajti že v Stari zavezi je bilo razloženo, razodeto, da je to teokracija. Ni demokracija, ne bi bila avtokracija enega kralja ali pa vladarja, ampak je teokracija. Torej, kjer Bog kraljuje, sicer preko svojega kralja izbranega narodu. In zato je bila njihova ustava, je bilo peteroknjižje, kaj ne bi lahko rekli. Ko je bil prvi kralj v Izraelu izbran, kralj Savel, Božje navodilo preko proroka temu kralju je bilo, ko bo postavljen, naj si prepiše peteroknjižje, torej Mojzesov zakon, v svojo knjigo. In to nakazuje, torej, da naj bi se kralj in njegovo ljudstvo ravnalo po Božjem zakonu. In to je torej teokracija in zato ni ločnice med verskim pa političnim vprašanjem. Ja. Enak princip tudi poznajo muslimani, ne? Kar je pri njih tudi tako. Ja. Bi si rekel, vsi Izraelci nimajo, današnji nimajo. Tako, nimajo. Tako. Imajo, torej ortodoksni ali pa radikalni sionisti bi imeli ta pogled. Ne? Zdaj, liberalni Judje danes pa verjetno bi tako kot, ne vem, povprečen Evropejc bi želel ločevati vero pa politiko. Ne? Ja. Dobro. Ja, tako. Ja. Torej, zakaj podpora Zahoda? Jaz argumentiram zaradi tega pogleda, ne? Ker ta pogled večinoma prevladuje v zahodnem delu sveta, torej Velika Britanija pa ZDA. Mnogi svetovalci prejšnjih ameriških predsednikov so bili znano pristaši tega pogleda. Ne? Tako. Velja, gremo potem naprej. Jaz zelo težko vidim, da bi bil motiv nekih, recimo, politikov, ki konec koncev niso kristjani, so samo politiki to, da moramo tako pozorno podpirati Izrael za to, da zaradi te teorije. Ja. Ja, srečno. Ja. Da moramo tako pozorno podpirati Izrael zaradi te teorije. Recimo, ameriških politikov, ki v končni fazi niti niso kristjani. Verjetno se meša to z nekimi drugimi interesi.
fino je imeti verjetno tam neko bazo, ki je fino, da preko nje lahko vplivaš na zadeve v tistem koncu. No, tudi. To je čisto politika. Ja. Ampak tako je, absolutno, ker pač ZDA imajo svoje baze povsod po svetu, ampak tle v primeru Izraela je tudi, jaz sem prepričan, velik verski razlog, kajti predsedniki imajo vedno svetovalce. In v ZDA imajo tudi verske svetovalce. Ne? Je drugače kot pri nas, ampak kot v Evropi. In ti verski svetovalci so tako imenovani protestantski, evangelijski kristjani s temi pogledi. In če pogledamo kakšne spletne strani, naprimer, ko iščemo razloge, zakaj bi ena krščanska organizacija vložila ogromno denarja, TV evangelisti v Ameriki zbirajo denar za Izrael in tako naprej. Zakaj ne zbirajo denarja za Kurde, da bi Kurdi dobili svojo državo? Ali pa Armenci in tako naprej. Ne, je versko vprašanje, ne, oziroma versko prepričanje v ozadju in zelo pogosto, jaz mislim, se pač nanaša na to božjo obljubo Abrahamu, ko je rekel, kdor te preklinja, te bom preklel. Ga bom preklel. In kdor te blagoslavlja, torej kdor ti pomaga in ti želi dobro, ga bom jaz blagoslovil. Lahko bi rekli, je to potem malo lahko sebičen motiv, ne? Ker želim, da Bog mene blagoslovi in ključ do tega je, da jaz blagoslovim Izrael. Kako bi mogli gledati na to teorijo dveh držav, ki je zdaj aktualna, recimo pripadniki tazga načina gledanja? Ja, ne bi je sprejeli. Ne. Zato, ker v Stari zavezi je Bog rekel, da naj preženajo prebivalce tiste dežele, oziroma tudi, če jih niso ali pa jih ne bodo, vseeno se Izrael v Stari zavezi nikoli ni imenoval Izrael Perzija ali pa Izrael Grčija. Ne? Torej, kot sobivanje dveh držav, ampak je vedno bilo vprašanje Izraela, ne, kot takega. Seveda država v Stari zavezi, oziroma kraljevstvo, kraljevina, se je širila pa krčila, ne? Od kralja Savla do Davida Salomona in potem še kasneje je to ozemlje pač tako nihalo. Ne? Ampak oni rečejo, da podpirajo večino v politiki v teh državah, krščanskih, zahodnih. Pravijo, da podpirajo te države. Ampak je res, da obenem, kot si rekel, ne priznavajo Palestine kot države. Ja, tako. Zdaj odvisno od države do države ali pa od sile do sile, ker postalo je to zelo pomembno vprašanje. Ne? Se pravi, ker gre potem tukaj za bitko med ne le Izraelci in muslimani, ampak med zahodnim svetom in muslimani. Ne? Ja, tako da potem nekateri bi pristali na rešitev dveh držav, drugi pa ne bi. Ne? Ja. Izrael pa priznava, mislim, da 164 držav. Aha, tako. Zelo tribujen, ne? Ja. Bi bilo zanimivo pogledati, katere, ne? Tako. Ja. Tako. A so potem voditelji Izraela danes pod vplivom ortodoksnih Judov, ali so sami tudi tega prepričanja, kako to, da oni izvajajo vse to? Če niso, na primer, ortodoksni ljudje, če so bolj liberalni. Ja, mešano, oboje, liberalnih in ortodoksnih. Naprimer, zdaj sem pozabil ime notranjega ministra izraelskega, a je Ben Shiva, kako se imenuje, ne vem, morda vi veste. Notranji minister Izraela za svojo stranko je zdaj v sporu z Netanjahujem zaradi pogledov. In on je radikalno desno krilo v Izraelu, torej bi rekli ortodoksni ali pa radikalni jud, ki ne bi pristal na dve državi. Ne? On je znan kot tisti, ki je izjavil, da bo Izrael od Veletoka pa do morja, torej od Evfrata do morja
Sredozemskega morja, tako kot v Stari zavezi, ne, je bilo rečeno. Ampak drugi Izraelci, Judje, pa mislijo, da je to preveč zahtevati, ne, v sedanjih političnih razmerah in zato so bolj liberalni pa zadržani. Ja. Tako. No, če spremljate izraelsko politiko, veste, da ni enotna, ne, pogosto imajo volitve, glede tega vprašanja so razdeljeni in tako naprej. Dobro, gremo naprej, da ne bomo predolgi. Torej, drugi pogled sledi drugačni metodologiji in se imenuje zavezno razumevanje oziroma zavezna teologija. Ta pogled sledi razvoju dogodkov v Svetem pismu in Božjemu razodetju preko zavez. Torej ne obdobij, kakšnih časovnih obdobij ali pa glede na osebe nujno, ampak preko zavez, ki jih je Bog sklenil z ljudmi. Da vemo, da je Sveto pismo zbirka knjig različnih avtorjev iz daljšega časovnega obdobja, ampak vsi kristjani verujemo, da je navdihnjeno od Boga. Da to zbirko knjig delimo na staro pa novo zavezo, kot sem napisal spodaj na diagramu. Ne? Torej, to zbirko knjig delimo na staro zavezo pa novo zavezo. Ampak to je samo opis zbirke knjig. Kajti v teh knjigah bomo našli več zavez. Tako še posebej v tako imenovani stari zavezi, torej pred Kristusom. Zdaj, ta razdelitev je pomembna za ta pogled, kajti ta drugi pogled se v tem, ko opazuje, kako Bog deluje in kaj dela, osredotoča na pojem zaveze. Zdaj, če čisto na kratko, recimo najprej pojasnim, kaj je to zaveza. Zaveza, tako v Svetem pismu kot v vsakdanjem žargonu, je dogovor. Zaveza oziroma dogovor. Dogovor med dvema strankama, ki opisuje medsebojni odnos in tudi medsebojne obveznosti ali pa kazni oziroma posledice za kršenje tega dogovora. In takšne pogodbe, takšne zaveze smo ljudje že od nekdaj sklepali, če nič drugega s sosedom, kje bo potekala meja, čigave bodo hruške, veje, ki so na moji strani meje in tako naprej. Ne? Pogodbe oziroma zaveze so sklepali sosednji narodi in kralji v namen, da se izognejo nadaljnjemu konfliktu, vojni ali pa da je kot nek mirovni sporazum ali pa mirovna zaveza. Za idealno, v idealnem smislu so pogoji te zaveze enakopravni pa pravični, da vsak dobi en pošten delež, da ima vsak en pošten pa primerno nalogo ali pa obveznost v tej zavezi. Zdaj, ko pa pomislimo na zaveze med Bogom in ljudmi, kaj bi lahko opazili, a pa že rekli glede te zaveze. Kako bi izgledala zaveza, dogovor med vsemogočnim Bogom, stvarnikom celega vesolja, zemlje in ljudi, z ljudmi, ki so njegovo stvarstvo. Kako gre tukaj za dva enakovredna partnerja? Bi težko rekli, da gre za enakovredna partnerja, kaj ne? No in zato opazovalci tega pogleda opazijo in dajo poudarek in vidijo, da je večji del zavez ali zaveze v Svetem pismu, ki se razteza vse od padca v greh pa do novega stvarstva, da je imenovana zaveza milosti. Torej, da Bog sklepa dogovore z ljudmi in jim Bog daje obljube in veliko več, kot si to zaslužijo ali pa zmorejo kadarkoli nazaj vrniti. Skratka, Bog je dobrohoten in človeku daje veliko stvari. No, prva zaveza, ki je opažena, je bila v rajskem vrtu z Adamom. In ta je imenovana zaveza del, ker je Bog rekel Adamu, da ima svobodo, da je z vseh dreves v vrtu, razen z drevesa spoznanja dobrega in hudega, in če bo tega jedel, bo umrl. Torej, prva stvar je bila poslušnost Bogu in to je prekršil, Adam in Eva sta to prekršila
in jo je Bog izgnal iz raja, pa vendar takoj v tem grehu je sklenil oziroma ima dal obljubo o rešeniku, o rešitvi v 3. poglavju 1. Mojzesove. In torej od takrat naprej začenjajo zaveze milosti. In te zaveze lahko, ko beremo Sveto pismo od začetka do konca, torej spoznamo po ljudeh, katerim je Bog to zavezo dal, torej po Adamu in Evi je bil to Noe, po tem, ko je prišel iz ladje, potem po Noe to je bil Abraham, kot že omenjeni v 1. Mojzesovi 12. poglavju, po Abrahamu zaveza z Izraelom preko Mojzesa, torej Mojzesova zaveza. Malo kasneje je bilo en tak aneks k tej pogodbi, je bila zaveza za Davidom, torej za prvim kraljem po Božjem srcu, in pa potem zaveza s Kristusom, z Božjim sinom. Torej zaveza s Kristusom, z Božjim sinom, ki traja torej od Kristusa naprej v večnost. Kajti to je bila zadnja zaveza, ki jo je Bog sklenil z ljudmi preko svojega sina, preko Mesije. In od takrat naprej, torej Bog dela z ljudmi, z vsemi ljudmi preko svojega sina. Zato ni razlike med Izraelom in cerkvijo, ali med Slovenci in Izraelci, ali med Slovenci in Nemci, ali Britanci in Američani, ampak Bog vse gleda na enak način, torej preko Kristusa, preko svojega sina. Torej, zato govorimo o teh zavezah, čeprav so nekatere manjše, ampak so zaveze milosti. Bog obljublja, Bog kot močnejša stranka daje in obljublja več, kot človek lahko kdajkoli vrne. Zdaj, v tej shemi sem te puščice, ki so bile prej obrnjene navzdol, obrnil malo navzgor, in to z namenom, kaj ti ta pogled trdi, da se vse te zaveze med seboj navezujejo. Torej, da ni, ko je ene zaveze bilo konec, torej, ko je Abraham umrl, je Bog pač sklenil zavezo za Mojzesom in da je bilo to čisto nekaj drugega. Ampak se vsaka taka zaveza, ena se navezuje na prejšnjo, s tem, da se v času, svetopisemskem času, vedno več odkriva, kaj to pomeni. Torej, če je pri Abrahamu to izgledalo kot eno majhno pleme z enim majhnim koščkom zemlje, in to, da mu je šlo dobro, Abraham je bil zelo bogat človek, torej blagoslovljen, je to preraslo kasneje v kraljevino, kraljevo dinastijo, preko Savla, Davida, Salomona in tako naprej, z svojim večjim ozemljem, z svojim večjim vplivom, blagoslovom in narodom. Torej, vse te zaveze med seboj, bi rekli, nadaljujejo, ampak se tudi svetopismo več in več razlaga, kaj to pomeni ali kako bo to izgledalo v prihodnosti. Torej, to je splošna shema, ki se osredotoča na zaveze. Druga točka, torej, kot smo se prej dotaknili, je metoda interpretacije v tem pogledu. Kako interpretiramo torej Sveto pismo? Torej, prva očala ali pa prve leče so seveda zaveze, da razumemo, da se zaveze med seboj dopolnjujejo, navezujejo, da ne gre za nove in drugačne metode Božjega delovanja. Vendar gre za več razodetja. In da so vse obljube, vse zaveze kazale na eno zavezo. Zavezo v Mesiju, v Kristusu, torej Jezusu iz Nazareta. Vse tako kristjani verujemo. To pomeni, da ne gre, da ni v ospredju, ali je besedilo razumemo dobesedno ali ne, ampak ga razumemo glede na kontekst. Torej, če je Bog Abrahamu obljubil ko zemlje in velik narod in blagoslov, po tem pogledu torej spremljamo po Svetem pismu, kako se ta obljuba uresničuje. In pač trdi, da se
je v Jezusu uresničila tako, da so verniki v Mesijo, v Kristusa, prejeli v obljubo cel svet. Torej novo nebo in novo zemljo. Ne le en kos zemlje v Palestini ali v lepem slovenskem Primorju ali gorah, ampak da so dediči celega sveta, oziroma novih nebes in nove zemlje, kot opisuje knjiga Razodetja, čisto na koncu, če se spomnimo. Ne? Kakšen bodo narod, da jih bo veliko? Tako kot knjiga Razodetja opisuje, kako je Janez pred Bogom videl nepreštevne množice ljudi. Izmed vseh narodov, ne le enega naroda na zemlji, torej iz Abrahama, ampak iz vseh narodov. In bodo v večnosti bivali z Bogom oziroma Bog z njimi. Torej, vidimo, da čeprav je Bog Abrahamu dobesedno rekel, da bo dobil zemljo, se je v razvoju dogodkov in obljub zavez to, bi rekli, pomnožilo. Kot če bi nam nekdo v mladosti obljubil dvokolesnik. Mi bi pričakovali, verjetno, kot mladi, kot otroci, ne vem, kakšnega poganjalca, kaj ne. Potem malo starejši bi že upali, da bo ta poganjalec imel pedala in nekaj prestal. Ko smo najstniki, bi pa že upali, da bo ta dvokolesnik postal motor. Ne? Tako nekako deluje ta metoda interpretacije. Ali strokovno se temu reče sensus plenior, oziroma tisto, kar je imel Bog v mislih v začetku. Torej, ko je Abrahamu rekel, da mu bo dal deželo, je imel Bog že takrat v mislih ne le en košček zemlje v Palestini, ampak nekaj večjega. Abraham je seveda iskal poganjalca, ampak Bog je že tedaj imel v mislih motor. In zdaj v tem pristopu interpretacije torej ni težava, oziroma ne moremo obtožiti Boga, da je prekršil obljubo. Če je obljubil poganjalca, pa je potem dal motor, ali lahko rečemo, da je Bog prekršil obljubo? Je odvisno, če smo zelo navezani na poganjalca, potem bi rekli, to ni fair, rekel si, da dobim poganjalca in torej bom zavrnil motor. Običajno ne bi to najstniki storili, kaj ne? Veliko raje se vozili z motorjem, jaz osebno bi se raje vozil z motorjem kot s poganjalcem. Skratka, ne gre za to, da vztrajamo pri dobesedni razlagi oziroma uresničitvi obljube, ki je bila dana v Stari zavezi. Ampak vidimo, sprejemamo, še posebej po razodetju v Novi zavezi, torej ko je prišel Mesija in je on razložil stvari. Kot pravi Janez v prvem poglavju na začetku, da Boga nikoli nihče videl, edinorojeni sin, ki biva v očetovem naročju, je razložil. Ali v začetku pisma Hebrejcem beremo, da je včasih Bog govoril ljudem, razodeval na različne načine, po prerokih, po ljudeh, v zadnjem času pa je spregovoril po svojem sinu. In torej za nas kristjane beseda Kristusa oziroma njegovo razodetje glavni princip razlage in razumevanja celega svetega pisma, tudi Stare zaveze. Torej, ko beremo Staro zavezo, torej po tem pogledu, po zaveznem pogledu ali teologiji, moramo si nadeti očala Kristusa, torej njegovega evangelija. In zato ne vztraja, torej ta pogled ne vztraja, da Izrael, Abrahamovi potomci, še vedno čakajo in da jim pripada kakšno posebno ozemlje. Ali da so kako drugače ali bolj izbrani kot ostali verniki v Kristusa. Nekako torej v Kristusu izenači Božje ljudstvo. In zato pravi, oziroma za razliko od prejšnjega pogleda, ne dela razlike med Izraelom in cerkvijo, ampak trdi, da je cerkev vedno obstajala. Čeprav se je imenovala Izrael, ampak cerkev pomeni
Božje zbrano ljudstvo. In v Stari zavezi, pravi ta pogled, je obstajalo Božje zbrano ljudstvo. Ne? V tem beremo ves čas skozi celo Staro zavezo. In torej, cerkev kot pojem Božjega ljudstva ni nastala na binkošnji dan, ampak s stvarjenjem Adama in Eve je nastala cerkev. Kajti to je bilo prvo Božje ljudstvo, kaj ne? Cerkev je seveda postala, beseda cerkev je postala krščanski žargon, čeprav v prvem stoletju, ko so jo učenci uporabljali, novozavezni pisci, ko so jo uporabljali, ni bila krščanski žargon oziroma izključno v rabi kristjanov, ampak je bila splošno uporabljena, rabljena beseda, kot bi danes rekli parlament ali pa skupščina v središču Ljubljane. To pomeni beseda cerkev. Torej ljudje, ki so se zbrali skupaj za določen namen. Torej, če imam ta primer. Torej, no, tukaj zdaj imamo to besedilo, ki sem ga prej omenjal. Torej, te tri obljube vidimo, kako se v tem drugem pogledu, torej zaveznem pogledu, razumajo, interpretirajo drugače kot prej. Torej, če zaključim sedaj in dam povzetek obeh pogledov, torej bi dispenzacijska teologija rekla in vztrajala na tem temeljnem primeru, če ta temeljni primer uporabim, da torej Abrahamovim potomcem pripada ozemlje, pripada oziroma bodo velik narod, ki bo v blagoslov vsemu svetu. In ker to trenutno v našem času, v 21. stoletju, tega še ne vidimo, torej bi pričakovali, da bo Bog to nekoč storil. In dispenzacijski pogled pravi, da bo to Bog storil v tistem tako imenovanem tisočletnem kraljestvu, potem ko se Kristus vrne nazaj. No, zavezni pogled pa po drugi strani te iste obljube, torej isto besedilo vidi drugače, vidi kontinuiteto med Abrahamom kot ljudstvom in njegovimi potomci in tistimi, ki sedaj verujejo v Kristusa. So v duhovnem smislu pred Bogom čisto enaki. Kontinuiteta je torej v tem, da Božje ljudstvo tako v Stari zavezi kot po času Kristusa zaupa Bogu. Da zaupa v tisto, kar Bog dela. Torej, tako kot je Abraham veroval tej obljubi, kot beremo kasneje v 15. poglavju, in mu je Bog to štel v pravičnost, ljudje po Kristusu zaupajo v Kristusa in po tej veri zaradi Kristusa jim Bog to šteje v pravičnost. Vidimo, da je Bog deluje na enak način. Kaj ne? Samo da seveda se je v razodetju dogodkov je Bog razodel svojega sina. Kot pisac Galačanom, apostol Pavel pravi, da je torej Jezus Abrahamov potomec. In celo Pavel v pismu Galačanom naredi en tak, bi rekli, nekateri razlagalci bi rekli, nefair preskok. Kot tukaj pravi besedilu, tukaj ne pravi, malo kasneje v drugi obljubi, pravi Bog Abrahamu in tvojemu potomstvu bom dal deželo. In Pavel v pismu Galačanom pravi, ne pravi potomcem ali potomstvu, ampak potomcu, enemu. In ta je Kristus. In torej to je torej metoda interpretacije zaveznega pogleda, da v razodetju Kristusa bere ali pa se učimo brati staro zavezo. Torej Abraham, ki je potomec oziroma prednik Jezusa, smo torej kristjani sedaj tudi po veri v Jezusa potomci Abrahama. In torej dediči teh obljub, ki jih tukaj beremo. Velja, to je zaključek pa povzetek obeh pogledov. Morda sedaj še
čas vprašanj za ta drugi del ali pa vse skupaj, ne? Se pravi, ko bo pa Jezus prišel drugi prihod, ne, pa ne bo več šarlatan. Kako ne bo? Se pravi, drugi prihod, ko bo nekaj, bo tisočletno kraljestvo, kot oni razlagajo, oziroma mislijo, ne? Pa ne bo šarlatan več, pa bo isto oseba prišla. Ja, tako. Ker bo pač v svoji slavi. Ja, tako to pravi, da takrat se bo pa razdelil vsem ljudem in bodo vsi ga videli, prepoznali. Naprimer, mimogrede uporabljajo, tako razumejo, odlomek iz knjige Zaharije. Kaj je to? 13. poglavje, kjer pravi: in videli bodo prebodenega. Ne? Gledali bodo na prebodenega in za njim žalovali. Ne? To je iz Zaharije, mislim, da 13. poglavje. In torej to napoved, to prerokbo, potem dispenzacijski pogled vidi, da se bo uresničila ne, ko je bil Jezus križan, ampak ko bo prišel nazaj in ga bodo vsi videli oziroma prepoznali. Ampak to Judije, ne cel svet. Ja. Ja. Ja, tako. Tako. Ja, zdaj, to je zaradi razumevanja teh starozaveznih prerokb. Še posebej, pač zdaj mi je znan Zaharija, ker ravno preučujem knjigo Zaharija, ker veliko govori o tem, da bodo tedaj ljudje, ko bodo gledali prebodenega, bo Bog nad njih razlil duha prošenj in žalovanja. In to ne bi pomenilo žalovanje, zdaj pa ga prepoznamo, ne? In nam je žal. Torej, prej ga nismo prepoznali, prej smo rekli križaj ga, zdaj, ko je pa prišel nazaj, pa ga bomo prepoznali, ne? In ga sprejeli kot Mesija. Ja. Samo v razodetju je omenjeno. Ja. Oni ga tako vidijo. Dobesedno. Tako. Ne. Tako, to je krščansko interpretacija stare zaveze. Tako, tudi, tako. Ja. Tako, ja. In zdaj njihova pričakovanja, mislim, kot mi je znano, vsako pasho, torej judovsko pasho, del pashe je, kot mi je znano, na koncu je vedno molitev, da pride Mesija, da so v pričakovanju Mesije. Zdaj, kaj vse pričakujejo, kako bo ta Mesija izgledal in kaj bo storil, mi ni to poznano, nisem to študiral, ampak verjetno nekateri pač bi upala, da bo, kot je bilo že za časa Jezusa, ko je rekel, jaz sem Mesija, so nekateri njegovi učenci pričakovali, da bo kralj, da bo zavladal v Jeruzalemu, da bo pregnal Rimljane ven, okupatorje in tako naprej. To je, recimo, vidimo iz besed učencev, ko je Jezus se po vstajenju jim prikazal, tik preden je šel v nebo, v apostolskih delih v 1. poglavju, ga eden učencev vpraša: učitelj, ali boš zdaj obnovil Izraelovo kraljestvo? Torej so pričakovali, zdaj pa bomo dobili vse tiste obljube, v katerih beremo v Stari zavezi. Jezus jih malo zavrne, da ne razmišljajo v pravi smeri. Ja. Ne vem, če bom sploh znala to vprašati. Ampak, če gledamo te stare zaveznje, iz celega stara zavezna, če ne vem, kralje, pa kroniške knjige, pa to, kar beremo, je v bistvu skozi ta, da bo obljuba je dežela, narod, blagoslov. In potem enkrat, ko pride Kristus, pa v bistvu postane valuta čisto druga, postane pa valuta večno življenje. Ne več blagoslov, pa pač neka dežela. In če tako primerjamo, ne vem, kako lahko potem sploh kjerkoli kristjan to prvo teorijo, ki je ta obdobna,
različna obdobja. Mislim, je v bistvu kar malo tako, bom rekla, če mi čutim, ampak tako manj obdobja kot večno življenje, a ne? Da bi vsi kristjani nekako mogli videti te milosti, da te ljudi milosti bolj smiselno. Nekaj prej si pa rekel, da so vse zahodni svet, Anglija pa pač ZDA, bolj verjame tisti teoriji. Ja, tako, v povprečju bolj, ja, tako. Ja, mislim, da izhaja, zdaj, čeprav je, okej, je morda nenavadno, ampak najverjetneje izhaja to iz želje potem, da razumemo Biblijo dobesedno, kajti če je ne razumemo dobesedno, potem lahko iz nje naredimo marsikaj. Ne? Tudi, na primer, bi rekli, ja, ampak saj je dobesedno je za Jezusa v Stari zavezi rečeno, da bo trpel pa umrl, da bo zavržen in tako naprej. In torej, če tega ne vzamemo dobesedno, ne, če to vzamemo metaforično, potem, a pa vstajenje od mrtvih, je vse metaforično. Ne. Torej se bojijo, da bi zašli v smer razlaganja besedil preveč v nedobesedno in preveč metaforično smer. Ne? Zdaj ne vem, če je to... Ne vem, če je... Ja, no, drugi razlog je tudi povezan s tem, ja, če je Bog nekaj rekel, potem mora to tudi narediti. Torej, zanesljivosti Božjih obljub, besede. Zdaj, če je Bog jim rekel, da jim bo dal poganjavca, potem jim mora poganjavcu dati, ker drugače je Bog se zlagal. Tako bi rekli, recimo, nekateri. Ne? Zdaj, zavezni pogled razumem, pa reče, kot sem rekel, ja, okej, briga me poganjavc, če sem dobil motor, hvala Bogu. Ne vidim v tem, da je Bog se takrat zlagal, ker mi je zdaj dal nekaj drugega, kot je obljubil. Ja, malo težje, kar je težje. Ampak torej gre tudi za vprašanje verodostojnosti Svetega pisma. Oziroma, to bi želeli braniti. Ne? Okay. Ampak druga stran jih prepričuje, ne gre za to, da se je Bog zlagal, ampak je v tistem času, v tistem kontekstu pač razodeval svoj načrt na način, ki so ga oni razumeli, bili sposobni sprejeti, ali pa pač tako je Bog se odločil, ne vemo zakaj. Ne? Kajti šele, in tako pravijo vsaj novozavezni pisci, Jezus sam, da je on končno razodetje in on tisti, ki razlaga vsa pisma. Ne? To je učencem večkrat rekel, ne? Ko je po vstajenju od mrtvih, ko niso prav razumeli o tem, zakaj bi moral on umreti, jim je pisano, da jim je odprl in jim razlagal pisma, kako govorijo o njem. Ja, v pismu Galačanom, ja. V pismu Galačanom. Drugi zelo pomemben tekst za ta drugi pogled, kar se tiče Izraela pa cerkve, je Efežanom 2. Ne? Efežanom 2 od 11. vrstice naprej. Tam Pavel razlaga, da je zdaj po Kristusu Bog razdrl pregrado med Izraelom pa pogani in da zdaj ustvarja v Kristusu novo ljudstvo. Izmed Izraelcev in med poganov. Torej, zato pravijo v Galačanom, ni več ločnice med Judom in Grkom, moškim in žensko, sužnjim in svobodnim. Ker Bog v Kristusu, torej po novi zavezi, je ustvaril novo ljudstvo. Zdaj to ljudstvo lahko imenujemo cerkev, lahko jo imenujemo, ne vem, klub Jezusovih učencev, kakorkoli, ne, ampak najpogostejša beseda v novi zavezi je pač cerkev, beseda cerkev. Ne. Ja, nekateri bi rekli novi Izrael in tako naprej, ampak zdaj v tem imenovanju novi Izrael je v tem pogledu, v obeh pogledih, tako v dispenzacijskem kot v zaveznem pogledu sta potem, če se spomnite tiste puščice rdeče, dva skrajna pogleda in ta skrajni pogled je teorija zamenjave ali pa po angleško replacement theory.
Ta pa pravi, da je Bog s cerkvijo zamenjal Izraelce. In iz te teorije se je pogosto v zgodovini ustvaril antisemitizem. Ker pravi, Judje so ubili Mesijo in so ga zavrnili, zato je Bog z cerkvijo nadomestil Izrael. Torej, Izraelce je odpisal, cerkev pa postavil na mesto njih. Ampak zavezni pogled pravi, ne gre za zamenjavo, da bi Izraelce odpisal, ampak je združil Izraelce, torej tiste, ki verujejo v Mesijo, pa pogane, ki verujejo v Mesijo. In ustvaril novo ljudstvo. In da je to v skladu z starozaveznimi napovedmi. Torej gre za vernike in nevernike danes, med Izraelci. Ja, tako, ja. Torej, če Izraelci kot ljudstvo, Abrahamovi potomci ne verujejo v Kristusa, so nekristjani. Ja, so božji nasprotniki, ja. Kje pa za prvo teorijo, mislim, da sem že malo videl, za prvo teorijo, kje v novi zavezi najdejo največ zasluge? Aha, ja. Je to Rimljani 8 do 11? Tako, ja. Že prej, že v evangelijih, v 3 evangelijih, Matej, Marko pa Luka, imamo na koncu evangelija, tik preden Jezus umre, en daljši Jezusov govor, ki govori o apokaliptičnem odlomku. Zdaj, po mojem mnenju, in iz tega sem pravzaprav magisterij pisal, ne govori o prihodnosti v tisočletnem kraljestvu, ampak govori o Jezusovi smrti pa vstajenju. Drugi primer je Rimljanom, pismo Rimljanom od 9 do 11 je zelo močan in tam se največ kopij lomi, na obeh straneh. Zato, ker tam Pavel pravi, in tako bo rešen ves Izrael. Se pravi, ko našteva dogodke, kaj se bo zgodilo, da smo mi vcepljeni na žlahtno oljko, pogani in se ne prevzemamo, in tako naprej, in pravi, kaj bo Bog storil, in potem zaključi, in tako bo rešen ves Izrael. In zdaj, zagovorniki prve teorije reče, vidiš, da je Bog zainteresiran za rešitev Izraela in da bo tekom nekih dogodkov se to zgodilo. Zagovorniki drugega pogleda pa pravijo, ne, tukaj Pavel misli, ko pravi ves Izrael, misli na vse, ki jih je Bog imel v mislih, da jih reši. To pomeni in pogane in Izraelce. Ampak zdaj Pavel je res tam, ali je skop z besedami, ali ni, ne vem, ampak pač se tam pač razhaja. No, ja, stvar interpretacije, tako. Ja. No, drugi primeri so pa potem, to je kot sestavljanka, teologija je kot sestavljanka, pač ta puzzle, a veš, pač gledaš, kako boš koščke dal skupaj, da se ujemajo, in zdaj vsaka teorija sama v sebi in sami sebi se zdi koherentna, da pašejo skupaj koščki, in teh koščkov je veliko, zato je težko reči samo en košček je bistven, ampak teh koščkov je veliko, kot sem zdaj nekaj naštel, potem je še knjiga Razodetja, seveda je drug velik, tam je veliko koščkov in tako se potem ta slika sestavlja. Hvala lepa za pozornost, hvala lepa za zelo dobra vprašanja.